Edi Šelhaus je neke vrste ikona slovenske fotografije. Mislim, da ga tudi na tem mestu ni treba pretirano predstavljati, razno toliko, da bi mogoče poudarili, da je pravzaprav izhaja iz Škofje Loke. Edi Šelhaus je namreč se fotografske obrti učil ravno tu, v Škofji Loki, saj je njegova mama vodila fotografski studio Šelhaus v medvojnem obdobju. Zdaj, Šelhausa predvsem poznamo kot partizanskega fotografa, saj je kamero nesel sabo v partizane, ko se pridružil narodno-osvobodilni borbi, in potem kot fotoreporterja, ki je v vseh povojnih obdobjih, vse do svoje smrti, delal za različne, mogoče najbolj pomembne časopise v Sloveniji. Pogosto se je vračal v Škofjo Loko, zdaj na tem mestu ne poudarim, da smo s pomočjo Muzeja za novejšo zgodovino in kustosinje Jožice Šparovec izbrali fotografije, ki so bile posnete v Škofji Loki, kamor je on poklicno ali pa zasebno prihajal in dokumentiral neke pomembne dogodke v tem mestu. In nekako tako kot en kronist beležil to novejšo zgodovino. Med fotografijami sem hotel izpostaviti v bistvu predvsem te dve fotografije, ki sta tudi diagonalno povezani. To je proslava, komemoracija ob pokopu garibaldinca Giuseppeja Tonizija, ki so ga šli, to je ta fotografija, najprej njegove posmrtne ostanke izkopati tu nekam v okolico, potem pa so ga na slavnostni proslavi tudi simbolično pokopali. Zdaj, kaj so sploh garibaldinci in zakaj v Škofji Loki? Namreč leta 1945, marca, bolj točno, 1945, so italijanski partizani, tako imenovani garibaldinci, komunisti, prišli na pomoč jugoslovanskim partizanom pri osvobajanju ozemlja Slovenije. In ena garibaldinska enota je bila tudi tu na Loškem, v okolici, kjer so se v bistvu marca vodili srditi boji s temi ostanki nemških enot, zelo močnih nemških enot, ki so bile še tu. In zdaj ta fotografija v bistvu ena taki zelo dokumentarni luči prikazuje to eno klasično socialistično proslavo, neko klasično v bistvu pokop tega narodnega heroja, ki v bistvu ni dobil nekega drugega mesta, kot pravzaprav v Škofji Loki. Namreč Giuseppe Tonizi ni neka slavna oseba, ki bi imela spomenike po svetu, ampak je preprosto izbran borec iz te garibaldinske enote, ki se je borila na Loškem.